Lepo pozdravljeni. Zaposleni so največji kapital podjetja, bi lahko naslovili prvo novico. Tema 17. dne ravnanja s človeškimi viri, ki so ga pod okriljem Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine vnovič pripravili na Otočcu, je bila pokojninsko-invalidska zavarovanja v Sloveniji. Že 17. pa so podelili priznanje za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri. Za leto 2023 je pripadlo podjetju Tem Čatež. V sekciji za ravnanje s človeškimi viri v sklopu regijske zbornice skrbijo za širjenje dobrih praks dela z ljudmi, je v nagovoru poudarila njena predsednica Nina Nikič. Skrbimo za razvoj podjetniške kulture in tudi za inovativno ravnanje z ljudmi, tako da današnji dan tudi posvečamo strokovnim vsebinam in pa podelitvi priznanja za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri. Tega si je letos, kot rečeno, prislužil Tem Čatež, podjetje s 175 zaposlenimi. Gre za največjega proizvajalca stikal in vtičnic v Sloveniji in na Hrvaškem. Močni so tudi na drugih trgih Balkana. Delavci so glavni kapital vsake firme, še posebej naše. Mi smo lansko leto praznovali 50 let. Ves čas, ker smo lokalno okolje, slonimo na lokalnem prebivalstvu in na delavcih iz bližnje okolice in zato je zelo pomembno, da znamo prisluhniti delavcem. Poleg skrbi za uspeh podjetja morajo biti vselej v ospredju tudi delavci, dodaja. Da so zadovoljni, ker so samo tako lahko zavzeti, učinkoviti in tudi pravzaprav pripadni. In pripadnost je pri nas zelo pomemben in zelo razširjen pojem. Veseli smo, da lahko priznanje podelimo letošnjemu nagrajencu družbi Tem Čatež, ker smo tudi pri njih prepoznali, da so že vrsto let zavezani k dobrim kadrovskim praksam, da prepoznavajo aktivnosti in delujejo, nagovarjajo tako mlajše generacije kot tudi bolj izkušene, vlagajo v razvoj zaposlenih, v medsebojno sodelovanje. Rdeča nit vsebinskega dela srečanja je bila aktualno stanje na področju obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja pri nas in predvidene spremembe v sklopu reforme. Sedaj potekajo pogajanja med socialnimi partnerji, bomo videli, kaj se bojo potem dogovorili, to bo znano nekje v nekaj mesecih. Pomembne stvari, ki se znajo zgoditi oziroma bojo razpravljali podaljšanje starosti 60 na 62 let za 40 let pokojninske dobe. Direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš je izpostavil več izzivov, ki čakajo podjetja v prihodnjih mesecih tudi na kadrovskem področju. Na eni strani je zaposlovanje novih zaradi upokojevanja in drugih zadev, ki se pač zgodijo v podjetju. Določena podjetja, ki ste pa vezana na nemško industrijo, pa ne vemo še napovedi naprej, ali bo bolje, ali ne bo bolje, bomo pač videli. Treba biti pač izjemno pazljiv. V zadnjem času, tako Kordiš, se napovedujejo zmanjševanja zaposlenih, zato bo še kako pomembno ustrezno ukrepanje, da bomo ohranjali konkurenčnost regije.